Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večer izjutraj in veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je torek, 3. marec 2026. Moje ime je Miha Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? Zakaj bi moralo biti več žensk v politiki? Kaj bi prispevale k moči argumentov? V Berlinu živeča mlada umetnica iz Maribora Lena Kocuter je na letošnjem Berlinalu predstavila svojo videoinstalacijo. Obisk ministrov v UKC Maribor. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Manj kot 3 tedne je do parlamentarnih volitev, soočenja kandidatov si sledijo eno za drugim. Danes ga v Kazinski dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor pripravlja tudi Večer. Soočenje, ki ga bosta vodila Matej Grošelj in Matija Stepišnik, se začne ob 18. uri. Dogodek je javen, vstop pa prost. No, smo pa za naše bralke in bralce pred dnevi pripravili tudi nekoliko drugačno soočenje v primerjavi s tistimi, ki jih spremljamo sicer. Stranke imajo po večini prvake, na Večeru pa sta Franja Žižt in Petra Lesjak Tušek soočili kandidatke za državni zbor. Pogovarjale so se v Opera baru v Mariboru, v razpravi so sodelovale Urška Klakočar Zupančič, Mojca Šetinc Pašek, Asta Vrečko, Mojca Rjavec, Eva Irgl in Lidija Divjak Mirnik. V stranki SDS so vabilo zavrnili. O tem soočenju ste lahko brali v zadnji številki Večera v soboto. Članek je še vedno dostopen na vecer.com. Zdaj pa objavljamo še odgovore kandidatk na vprašanje, zakaj bi moralo biti več žensk v politiki, kaj bi prispevale k moči argumentov. Najprej Urška Klakočar Zupančič, Gibanje Svoboda. Več žensk v politiki pomeni tudi več človeškosti v politiki. Več človeškosti pa zagotovo prispeva tudi k boljšim argumentom. Predvsem je treba ženskam omogočiti, da bodo lahko vstopale v politiko. To pomeni, da bodo lahko usklajevale s kariero v politiki svoje druge obveznosti in da bo okolje politično, v katerega bodo vstopile, do njih vsaj relativno prijazno. Torej, da se ne bodo ukvarjale kar naprej s tem, kako izgledajo in kako gestikulirajo in kakšne barve je njihov glas, ampak da bodo dejansko v politiki lahko delale. In če bodo lahko delale, če bodo imele te pogoje, sem prepričana, da bo politika postala veliko bolj človeška. Naslednja odgovarja Eva Irgl, Demokrati Anžeta Logarja. No, najprej naj rečem, da jaz politike ne delim na žensko ali moško politiko, politika je ena sama, se pa zavedam, da je lahko nek pristop ženske v politiki drugačen od moškega pristopa pri reševanju različnih vprašanj. Sicer pa se mi zdi, da če pogledamo malo, koliko je zastopanost žensk v političnem prostoru, vidimo, da takrat, ko sem jaz prvič recimo vstopila v politični prostor, je bilo približno 11% žensk v državnem zboru, danes je zaradi uvedbe spolnih kvot ta delež bistveno višji. Imamo pa še vedno probleme z ženskami, če tako rečemo, na lokalnem nivoju, imamo zelo malo župan, po drugi strani pa tudi v gospodarstvu na odločilnih funkcijah še vedno manj žensk, ni takega ravnovesja, kot bi si mogoče jaz želela. Seveda pa je treba vedeti, da mora ženska na takšnem položaju biti aktivna, ne pasivna, s tem daje zgled tudi ostalim ženskam, da lažje se vključijo v politični prostor in so aktivne v tem. Po številu žensk v politiki, Asta Vrečko, Levica. Več žensk v politiki bi opogumilo mlade deklice, punce, ženske, zato da bi se odločale za različne poklice, konec tudi v destigmatizaciji politike, javnih funkcij, ki doživajo različne napade. Konec koncev pa nas je žensk 50% prebivalstva in dobro je, da se poistovetimo z javnimi funkcionarji, ki nas zastopajo. Kaj pa pravi Mojca Šetinc Pašek, Socialni demokrati? Po moji pa ne, samo po moji oceni. Mislim, da bomo na današnjem ženskem omizju vse ugotovile, da bi v politiki moralo biti več žensk. Pri Socialnih demokratih recimo imamo v programu napisano celo pariteto, pol na teh najpomembnejših vodstvenih položajih. Zakaj bi moralo biti več žensk v politiki ali pa tudi v javnem življenju?
zato ker je princip delovanja žensk malo drugačen, kot je princip delovanja naših moških kolegov. Ne gre za to, da smo, ne vem, bolj mehke, bolj empatične, bolj sočutne. Vse to seveda nekatere so, nekatere smo. Predvsem gre za to, da smo bolj fajterske, bolj pogumne, da se pravzaprav do konca izpostavimo za tiste cilje, ki smo si jih zastavile, in se borimo za njih, ne? Ampak na koncu smo pa vendarle sposobne tudi tistega, kar naši moški kolegi velikokrat niso. To je, da smo sposobne doseči kompromis, da smo se sposobne na koncu, ko se borimo za tisti svoj cilj, tudi dogovoriti, da pridemo do nekega konstruktivnega cilja, do dogovora in da potem ta dogovor velja. Ob tem naj recimo spomnim na 55. člen Ustave, se pravi svobodno odločanje o rojstvu otrok. Naše predhodnice, pionirke ženskega vprašanja v Sloveniji leta 90, z Metko Mencin na čelu, so pravzaprav to pravico v Ustavi, pravico do splava izborile, ampak zapis v 55. členu Ustave je pa kompromis. Vsi vemo, kakšna je interpretacija tega člena, vsi vemo, da gre za pravico do splava, zapis je pa kompromis, pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok. Še nekaj bi dodala morda zame, ženska politika ali pa ženske v politiki, ženski princip politiki ni to, da si obujemo visoke čevlje, rdeče barve, visoke štikle, ampak to, da se borimo za ranljivejše skupine ljudi. Tukaj je še odgovor Mojce Erjavec, NSI, Konkretno in Fokus. Ženske predstavljamo polovico prebivalstva in zato je nujno, da se udejstvujemo ne samo v politiki, temveč na vseh področjih življenja, saj tam pripomoremo svojim znanjem, izkušnjami, načinom dela in svojo čudovito osebnostjo. In za konec še Lidija Divjak-Mirnik, Prerod. Kot političarka verjamem, da vprašanje žensk v politiki ni vprašanje kvot, ampak je vprašanje kvalitetne razprave. Več žensk v politiki namreč pomeni več argumentov, več kompromisov, tudi več prilagajanja, nenazadnje tudi več prijaznosti. Čeprav ob tem moram povedati, da neka odločnost, integriteta in nenazadnje tudi znanje niso stvar ne spola, ne česa drugega, ampak so znanje tega, kakšen je človek, kakšen je politik. In seveda politik mora imeti znanje, odločnost, integriteto, pogum. Politika je pravzaprav argument in argumentirana razprava mora biti tista, ki vodi, nenavadni egoti. Ženske lahko prispevamo na način, da vrnemo razpravo k vsebini in da začnemo res delati dobre stvari za ljudi. Zakaj? Zaradi tega, ker ženske to znamo. Namreč v Sloveniji potrebujemo manj kreganja, manj konfliktov, več sodelovanja in manj tega delitev na leve in desne. Zakaj? Ne zato, ker bi šlo za ženske, ne zato, ker bi šlo za moške, ampak zato, ker je to dobro za vse nas. Zato, ker samo na ta način lahko država tudi dela za mlade, za upokojence in nenazadnje tudi za nas na Teznu in pa na Taboru. Na Berlinalu so slovenski film letos zastopale mlade sile. Poleg Lea Černica, ki je predstavil svoj animirani film Kozmonavti, se je na festivalu vrstila tudi mlada mariborska umetnica Lena Kocutar, ki sicer že več kot desetletje živi in ustvarja v Berlinu. Ustvarjalka je v intervjuju z Maticem Majcnom predstavila svojo videoinstalacijo Sonce, ki je padlo v vodo, v katerem kritično kontekstualizira gradnjo infrastrukture, kot sta hidroelektrarna in podatkovni center na Mariborskem otoku. Lena Kocutar pravi, da je svojim delom tesno vezana na nemško okolje, a gradivo še vedno črpa iz dogodkov v Mariboru in Sloveniji. Umetnica pravi, da se je življenje v Berlinu v zadnjem desetletju močno spremenilo, vedno več je tudi cenzure in omejevanja svobode govora o določenih temah, pa vendar sama vztraja pri tem, da morata biti film in umetnost politična in da se temu pravzaprav ni moč izogniti. Glede na letošnje kontroverze, glede izražanja podpore Palestini na letošnjem Berlinalu, pa nam je povedala tudi svoj pogled na to, v kolikšni meri so bile tovrstne razprave na festivalu omejevane ali celo utišane.
Več na kulturnih straneh večera. Med obiskom ministrice za zdravje in finančnega ministra UKC Maribor smo lahko izvedeli, da se v roku 2 tednov začne rušenje razvpite stavbe na Masarikovi. Prav danes pa pričakujejo novo ponudbo podjetja GH Holding za novo stavbo infekcijskega oddelka. Največji del obiska ministra v UKC Maribor so se mudili v kleti onkološkega oddelka, kjer že stojijo 3 od 4 novih obsevalnikov. Denar zanje je šel iz Evropskega načrta za okrevanje in odpornost namesto za infekcijsko kliniko, za katero je bil prvotno namenjen. Evropa bo zagotovila tudi denar za novo centralno lekarno, tudi ta je, tako kot infekcijski oddelek, trenutno preseljena na oddelek za psihiatrijo. Podrobnosti v Večeru. To je bil Večer zjutraj 3. marca 2026. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš serilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet, želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.